Jaz kot župan sem že dolgo zadovoljen z projektom Evropska prestolnica kulture 2012. Upam, da bo še danes kdo drugi zadovoljen v tem mestu, pa izven tega mesta. Predvsem pa imam v sebi eno osebno zadovoljstvo, da imamo tako predsednika programskega sveta, ki je za mene zelo pomemben. Po drugi strani sem pa tudi vesel, če smem še to priložnost koristiti, da je gospod Pandur prevzel to pomembno odgovornost in tudi funkcijo. Na drugi strani imamo predsednika sveta zavoda, državnega sekretarja, dolgoletnega politika in tudi bivšega ministra za kulturo, ki ima veliko izkušenj in znanj, predvsem pa ima v sebi veliko kulturne kreativnosti, ki je kakorkoli dobrodošla. Če se kulturna kreativnost prepleta s politiko, potem so lahko tudi dobri rezultati. In prav gotovo gospod Školč to nosi. Naš svet, ki se je danes konstituiral, bo pač z ljudmi, ki sodelujemo v njem, poskušal biti v oporo vsem tistim projektom, ki so v Mariboru to kandidaturo pridobile ta zavezujoč naslov. Računamo pa tudi, da se je v teh letih pojavilo še marsikaj, kar se, bom rekel, preko teh mest in predvsem preko Maribora lahko pokaže v svetu. Po drugi strani velja reči, da od te Evropske prestolnice kulture tudi slovenski kulturni ustvarjalci in ustvarjalke veliko pričakujejo, veliko si obetajo. Mi smo zato tukaj, da pripravimo novo programsko matrico, ki bo na nek način zaznamovala kulturno identiteto institucije Evropske prestolnice kulture. In mislim, da imamo v tem času do začetka Evropske prestolnice kulture seveda ogromno dela, ogromno angažmana in da je programski svet, to bi rad poudaril, resnično samo eden od segmentov te komplicirane operacije, zgodovinske operacije, kot bi lahko rekel, in da upam, da bodo vsi segmenti izpolnili svoje pričakovanja, svoje obveze, ker je dejansko lahko vse skupaj zelo hitro kot hiša, se lahko poruši kot hiša iz kart. Pogovarjali smo se o tem, da si vsi želimo po letu 13 Maribor, da je Maribor spremenjeno mesto, da je v Mariboru prijetneje živeti in lepše živeti. Ta manifestacija, ta institucija, da pusti trajne posledice in to dobre posledice v infrastrukturnem, duhovnem, in na ta način bomo zasledovali to misel, kaj lahko preporodi in izboljša in skratka oplemeniti naše življenje v tem mestu, v državi. In mislim, da imamo dovolj veliko in široko točko gledanja, da bomo uspeli prepoznati.